protibolečinska zdravila v tem primeru nimajo takega učinka, da bi bolečina v celoti izginila. Kaj drugega pa sami, ko enkrat do tega pride, v resnici ne moremo več narediti. Zdaj, marsikdo opisuje bolečino pri zobobolu kot eno izmed najhujših bolečin, ki jih je v bistvu v življenju doživel. Zobje pogosto bolijo ponoči, bolj kot čez dan. Vzrok za to je pa v največjem številu v resnici globok zobni karies, ki je pripeljal do vnetja živca, ki se potem pokaže kot ta res huda bolečina. Tako da edino, kar lahko tle storimo, da res pride do olajšanja, je, da pokličemo zobozdravnika, da se začne stanje čim prej zdraviti. Razne stvari ljudje počnejo, ker jih seveda boli zelo močno in si seveda razumljivo hočejo čim bolj pomagati. Take, bom rekla, zelo zanimive, ki pa jim lahko žal včasih tudi škodijo, so na primer, da si nameščajo aspirin ali v obolel zob ali na dlesni nad tem zobom, da si tja nameščajo česen, da v zob tlačijo klinčke, da mažejo predel okrog zoba s propolisom. Zdaj, mi vemo, da je vzrok za to bolečino v resnici zelo globoko v notranjosti zoba, v zobni korenini ali pa celo v kosti nad korenino, dokler nič od naštetega v resnici ne pride. Tako da to odsvetujemo, ne bo kaj dosti pomagalo. Hlajenje ali pa gretje zelo malo pomaga. V neki miri so učinkovita protibolečinska zdravila. Zelo dobro je, če nam to seveda naše splošno zdravje dopušča, da vzamemo zdravila, ki so kombinirana, delujejo proti bolečini in proti vnetju. To so zdravila skupine nesteroidnih antirevmatikov. V primeru, da tega ne smemo jemati, si pomagamo s paracetamolom. Pazimo, da zdravilo, ki smo si ga izbrali, jemljemo v resnici po shemi, ki je za to zdravilo dovoljena, da ne vzamemo preveč.